In mi smo z našo kamero obiskali podjetje Plastcom, ki deluje že od kdaj, nam bo pojasnila njihova direktorica Mojca Korbar. Mi smo začeli v letu 2010 in sicer 21. junija. Nekje smo začeli z minimalno proizvodnjo, ker pač nismo vedeli, kaj nam sploh sledi, kaj se sploh iz tega prišlo ven, ampak na koncu se je izkazalo, da je to kar v redu in da se to kar da. Tudi sami materiali se dajo prodati. In koliko sveč pridelate letno tukaj v Plastcomu na Jesenicah na Spodnjem Plavžu? V lanskem letu smo pobrali 2222 ton, predelali smo jih 2161. Tako da nekje tiste 30 ton je ostalo, to je tista razlika, ki pa ni sploh ni tako drastična. Od kje vse povsod vam vozijo te odpadne sveče, ki ostajajo na pokopališčih? Odpadne sveče zdaj trenutno dobivamo iz cele Slovenije. Vemo, da je v letu 2017 v Ljutomeru pogorela tudi druga pridelava, tako da vso količino, ki jo dobimo iz cele Slovenije. V zadnjem času je slišati, da letos 1. novembra pa je bilo vseeno manj prižganih sveč kot prejšnja leta. Ja, res je, manj je bilo prižganih, že na račun tega antipropagande, ker pač manj prižiganja, manj sveč, vse sorte se je dogajalo, čeprav je nekje zagotovljena pridelava. In koliko imate zaposlenih v Plastcomu na Jesenicah? Zaposlenih imamo 16 ljudi. Zdaj pa nekje še za 2, 3, tako da nas bo nekje 19. In v kaj potem pridelate te odpadne sveče? Odpadne sveče so pridelane, posebej gre parafin, ker se tudi posebej čisti. Posebej je PVC, to je material, ki ga spremenimo v prah in ga prodamo naprej. Oba materiala prodamo naprej v tujino, sicer v Nemčijo.